Danes je en prav poseben dan, zato sem prepričan, da bo marsikateri avto v današnji oddaji všeč tudi voznicam. Recimo tale Volkswagen T-Roc v tej lepi rumeni barvi, ki je mimogrede tudi osnovna barva. Za Volvote sem to dostikrat slišal, da so všeč ženskam, zato smo za današnjo oddajo pripravili test tega velikega lepotca. Anže ima super idejo za vas, kako vas vaš dragi lahko razvaja v naravi. Matej je na skrivni lokaciji prvič sedel v Mazdi CX-6e, jaz pa sem z legendo avtomobilizma praznoval Abrahama. V avtomobilizmu obstaja nekaj črk, ki označujejo dinamiko, naprimer R in S. Če najdete to črko na avtu ali pa obe skupaj, veste, da je več moči, več dinamike, več zabave med ovinki in tudi več hitrosti. Obstaja pa tudi ena kratica, ki že 50 let oznanja čist isto zadevo, kultna kratica, ki jo čist vsi poznamo. To je legendarni GTI. Hey, who this? I'ma pull up in a brand new day. With this, go hard up, dollar dupe. Hey, who this? I'ma pull up in a brand new day. With this, go hard up, dollar beep. Saj vem, ko je vaš prijatelj praznoval 50. rojstni dan, ste si rekli, pa valjda še ni toliko star, je fit, zabaven, vedno zdrži do jutranjih ur. Ampak vseeno, 50 let. In 50. rojstni dan praznuje tudi Volkswagen Golf GTI. Noro, ne? Če se pred več kot pol stoletja ne bi znotraj Volkswagena našlo nekaj zanesenjakov, ki so nas skrivaj razvili projekt GTI, takega Golfa GTI danes verjetno sploh ne bi imeli. Eni so skrbeli za tihotapljenje delov na testiranja rednih delov, eni so poskrbeli za znižanje podvozja, tretji za drugačne materiale. In ko so prototip prvič pokazali vodstvu, je vodstvo reklo, ni šans. Drugič so rekli, ok, probajmo, potem so ga predstavili na salonu v Frankfurtu, to je bilo septembra leta 1975, leto kasneje, septembra 1976, pa je končno bil na voljo tudi kupcem. Ampak ne ta. In folko se je zmešalo. Vsi so hoteli imeti Golf z rdečo obrobo na maski, s črnimi obrobami blatnikov, s črno Golf žogico na predstavni ročici in seveda s povečano močjo. So sprva mislili, da jih bodo prodali sam 5000, 4 predstave ima, pa so jih na koncu prodali 462 000. In že prvi Golf GTI je imel 81 kW moči, se pravi 110 konjev, kasneje tudi 112, v posebnih izdajah celo okroglih 100 kW moči, kar je 136 konjev. 9 sekund je rabo do 100, kar je recimo hitreje, kot se danes do 100 požene najbolj osnovni Golf, ampak za tiste cajte je bila to revolucija, tudi dejstvo, da si se lahko peljal skoraj 190 km/h. Pa avto je bil relativno ugoden, za preračunanih 21 000 evrov si dobil natančen športni avto, ki si ga lahko s ponosom vozil tudi čisto vsak dan. Ampak to je zgodovina. Kot se za Abraham spodobi, je seveda tudi Volkswagen pripravil nekaj posebnega. V Barcelono na dirkališče Park Motor de Castelloli so nas povabili, da nam pokažejo najzmogljivejši serijski Golf GTI. Prej je bil to GTI Club Sport, zdaj pa je tale GTI Edition 50. Ja nič, kaj grem probat. To je to. 2.0 turbobencinski motor zdaj proizvede 18 kW več moči kot prej, torej 25 konjev več, kar je skupno že 325 konjev in to pomeni, da se tale GTI Edition 50 do 100 požene v 5,3 sekunde in doseže hitrost 270 km/h. Mislim, to je res bolana zadeva, ker je avto še malenkost bolj začinjen, še bolj dodelan kot Club Sport recimo, ki je bil prej top. Zdaj pa je to Edition 50. Veliko cajta so si vzeli inženirji pri samem podvozju, da so res zadeve popedenali, da so spremenili delovanje samega vzmetenja in pa potem seveda spredaj vpet je McPherson, zadaj Multilink,
kar se res pozna, ne? In tule na tem dirkališču v Barceloni lahko lepo vidimo, kako so vse te različne dodelave in spremembe pozitivno vplivali na samo obnašanje avtomobila med ovinki. Še bolj začinjenje, še bolj odzivno vse skupaj. Mislim, res se pozna razliko v primerjavi s Club Sportom, kar pomeni, da so za Golfo 50 rojstni dan pripravili res eno ful dobro darilo. Avto je tako kot prvi GTI dejansko 15 mm bliže tlom, v primerjavi s klasičnim Golfom. Če bi vzel pa paket Performance, bi pa še za 5 mm približal celotno zadevo tlom. Zunaj takoj vidiš, da gre za poseben Golf GTI, ker ima napise GTI 50 na zadnjem spoilerju, na zavornih čeljustih, Akrapovičev ROR itak, v notranjosti pa GTI tekstil na sedežih in pa rdeče stopalke. In to mi je dejansko najbolj všeč, da so si vzeli toliko cajta, da so res naredili nekaj posebnega. Okay, this is 50 years of GTI is something special for us. So for us it was absolutely clear that we have to increase the performance of the car. We wanted to make the fastest GTI up to now. A lot of things were changed on the chassis itself, right? Yeah, absolutely. So we have a lot of experience with the MQB cars and the Golf, and so we increased the camber at the front. We changed the bearings on the suspension and make them stiffer. We changed the springs, increased the stiffness there. These are the main points, and we lowered the height of the car again 5 millimeters. It means we are now 20 millimeters below the standard Golf. With the performance package, something changes with the rear wheels, right? Right, we have that wheel, the Warmenau rim and the tire, but also with a geometric. Yeah, we have a more stiffer connection on that point, and this is also a key for the performance increase because the car at the back delivers more stability. Priznam, da po noči nisem spal, ker sem vedel, da ga bom lahko vozil in da bom lahko pelal čist vse generacije GTI-ov, kar so bile na voljo. Mislim, to lahko imaš na voljo samo enkrat v življenju, zato res nisem mogel spati. Je pa drugi Golf GTI bil poseben zaradi tega, ker je imel že 139 konjev in prvič na voljo tudi ABS zavorni sistem. Je pa v drugi generaciji Golfa obstala tudi ena posebna serija G60 Limited Synchro s 4-kolesnim pogonom in 210 konji. Tisti Golf se je do 100 na uro pognal v 6,4 sekunde in je bil do 4. generacije tudi najzmogljivejši Golf. 71 so jih izdelali, ampak tisti ni bil GTI. To je GTI. Tretji Golf GTI je bil na voljo tudi z dizelskim motorjem, prvi je uvedel tudi dvojni izpuh na zadku, vse ostalo pa je bilo enako. Aerodinamični dodatki zunaj, znotraj tekstil poseben in napisi GTI. Leta 1996 je bila tudi posebna izdaja ob 20. obletnici Golfa GTI, je bila pa tretja generacija bolj težka zaradi novih varnostnih sistemov in vse splošno bolj pohlevna. Največ 112 kW moči, se pravi 152 konjev, 8,1 do 100 na uro in največ 225 km na uro. Dobro, je bil tudi Golf VR6, ampak tisti ni GTI. Četrti Golf GTI je bil na voljo med letoma 1998 in 2003, takrat z 1,8-litrskim turbobencinskim motorjem, ki je proizvedel 180 konjev, vsa moč pa se je na sprednji kolesi prenašala preko ročnega menjalnika s 6 stopnjami. Zdaj, četrta generacija je bila prepoznavna potem, da je bil avto res dobro skupaj sestavljen, pa da je bil kratek čas na voljo tudi 2,3-litrski 5-valjni motor. S takim bi se lahko pelal 224 na uro. Dobri cajti. Peti GTI je zadeve vrnil na stara pota. Znova tisto pravo GTI utelešenje. Prvič je na voljo z dvosklopčnim robotiziranim menjalnikom DSG s 6 stopnjami. Maska v obliki Satovja je po petem GTI-ju postala klasika. 6,9 sekunde do 100 in 180 tisoč so jih prodali. A ja, kako hiter je bil? Ja, 245 km na uro. Ampak to tista posebna izdaja ob 30. obletnici Golfa GTI. Vreme se v Barceloni ves čas spreminja, tako da enkrat imam bundo, enkrat sem pa brez. No, šesti Golf GTI je imel na voljo že 235 konjev v posebni izdaji. Šel je skoraj 250 km na uro, prvič je bila na voljo tudi elektronska zapora sprednjega diferencijala. Sedmica, tudi zelo posebna.
Prvič, da je GTI dosegel 100 km/h pod 6 sekundami. Prvič so s Club Sport 7 izdajo na Nürburgringu leta 2016 podrli rekord za najhitrejši čas s pogonom na sprednji kolesi. Prvič, da je imel na voljo tudi poseben vozni program Nürburgring in jasno, da je bil tole tudi najzmogljivejši GTI svojega časa. Najzmogljivejši je imel dejansko 310 konjev. Osmi Golf GTI je še vedno dovolj udoben, da se lahko z njim vozite tudi vsak dan, če želite. Ko pač začutite potrebo, enostavno malo pohodite, ne? Mi je pa eden od inženirjev prejle povedal, da ima 2-litrski turbobencinski motor še malo lufta, kar pomeni, da bo mogoče v prihodnosti imel tudi 350 ali pa 400 konjev. Pol imaš pa še takele sladice. Golf GTI 2V12 650, prototip, ki so ga zgradili v 8 tednih in pokazali maja leta 2007 ob Wörtherseeju. Poseben je zato, ker so zadnjo klop odstranili, da so imeli dosti prostora za motor iz Bentleyja Continental GT. 650 konjev ima, zato se do 100 na uro požene v 3,7 sekunde, doseže hitrost 325 km/h, pa zanimivo mi je še to, da ima spredi zavore od Audija RS4, zadnji pa premo in zavore od Lamborghinija Gallardo. In jaz sem zelo s tem pelal. Moro. Tule noter je totalno glasno zaradi številnih hladilnih sistemov, ki morajo hladiti tole zverino in rekli so mi, da se ne smem pelati več kot 30 na uro, ker baje leti ko hudič. Lej, že to, da se lahko pelam 30 je dovolj. To je noro. Ej, zakaj pa nisi pripeljal kakšnega GTI? Jaz proti tem avtom nimam čisto nič. Vse nisi nič rekel, Ja. kako pa naj jaz to vem? Pa veš, koliko so jih imeli tam, pa pol so še stare pripeljali, mislim, ti starih avtov itak ne Ne, maraš. res ne. No, sem pa videl, da si fejst užival. Ej, ful je bilo fajn, vsi smo res uživali takih dogodkov, se res veseliš. Sem bil vzhičen, da sta bila vidva dejansko v Indiji, ker drugače sem ziher, da bi ti hotel iti na to. Ja, bi. En dan preden je prišlo vabilo, je Matej kupil letalski karti, tako da res ni šlo drugače. No, da zdaj cela Slovenija ne izve, kakšne borbe imamo mi v uredništvu. GTI Edition 50 bo na voljo tudi pri nas in sem skoraj ziher, da bo to eden zadnjih res prvinskih avtov, kjer še ne bo vse podrejeno elektriki. Nadaljujemo pa vseeno z električnim avtom, ker je Volvo k nam pripeljal velik EX90, brata tega. Pol brata. Četrt brata. Volvo še vedno zna narediti dober avto. Ker hecno, a ne? Ampak ko poslušam vse te kritike glede kitajskega lastništva, si mislim, se je res šlo vse nekam. No, potem pa na testu vzamem EX90 in se sam lahko prepričam, kako dober avto je. Ma svoje muhe, jasno, ma pa tudi veliko tistega, zaradi česar nas je navdušil. Ko avto stane več kot 100 evrov, se kriteriji precej spremenijo in moram biti še posebej zahteven. Ok, oblika je kul, za moj okus mogoče malo pusta, je pa zelo nevidno, da je tole Volvo in ne kar en avto. Ker je električen, je sprednja maska povsem zaprta in tudi zadaj ni kakšnih dramatičnih zaključkov v obliki izpušnih cevi, ampak je ena sama eleganca. Rezultat je pa odličen količnik zračnega upora, samo 0,29 in to se pozna med vožnjo. No, pa začnem z vožnjo, če sem ravno pri tem. Navdušila vas bo. Tako umirjeno, udobno in tiho se res redko peljem. Zračno in prilagodljivo podvozje fantastično blaži, vredno vsakega evra, čeprav se te evri kar hitro nabirajo tukaj. Mehne luknjice, kot da jih ni, večje tudi lepo požira, karoserija se hitro umiri, tako da ni pretresan in kljub enormni masi, ta avto namreč tehta več kot 2700 kg, se tudi dobro drži ceste. Sem bil kar presenečen, kako nevtralen je med hitro vožnjo, ampak so očitno Volvovi inženirji nekaj naredili prav. Še imam pohvale. Tudi občutek na volanu je zelo dober in večina voženj je prava sprostitev, ker v bistvu uživaš v vožnji in predvsem v tišini. Celo med vožnjo po avtocesti lahko šepetaš, pa te bodo potniki zadaj slišali. Hecno mi je sicer, da smo na test dobili varianto, ki je sploh ni več v ponudbi, zdaj je v bistvu na voljo še več moči, ampak tudi ta z 2 elektromotorjema in s 380 kW moči, kar je po domače s 517 konji, je več kot dovolj hiter.
ne potrebujete toliko moči, seveda ne dovolj, bo že šibkejši model, je pa ta 4,9 sekunde z mesta do 100 zelo hiter. Dvomim sicer, da ga boste mnogokrat priganjali, ker je najbolj prijeten med umirjeno vožnjo. Še navor moram omeniti, 910 Nm ga je, zato vleče kot bik. Je pa vse to krivo za večjo porabo. Seveda je pozimi vse skupaj še slabše, ker električni avti mraza pač ne marajo, ampak ta kolos, ki je tudi dolg več kot 5 metrov, kljub ogromni bateriji prevozijo okrog 300 km na avtocesti. Vem, da bo poleti vsaj 100 več, ampak zdaj je povprečna poraba 32 kWh na 100 km in čeprav ima baterija 107 kWh neto kapacitete, je to pač treba napolniti. Spet, ta verzija ima samo 400 V omrežje in se mi kljub obljubljenim 250 kW nikoli ni polnila z več kot 140 kW moči. Če nisem v navigaciji določil cilja kot polnilnico, pa sploh ne več kot z 90 kW. To morajo popraviti in dodati še kakšen gumbak za predgretje baterije, da bo bolj enostavno in učinkovito. Volvo se je vedno hvalil kot najbolj varna znamka in tudi ta ne razočara z vsemi sistemi in rešitvami, ampak ravno od znamke, ki toliko stavi na varnost, bi pričakoval, da bo tudi uporabniško izkušnjo naredila varno, pa je ni, ker so praktično vse fizične gumbe zamenjali oziroma odstranili in vse skupaj je upravljan samo še na tem sicer velikem in lepem zaslonu. Nimam kaj reči, vmesnik deluje hitro, dober, meniji so logični in se v bistvu hitro navadiš, ampak čisto vsako malenkost moram med vožnjo nastavljati tukaj, kar ni varno. Evo, ogledala, recimo najdem zapakirana upravljalni elementi tukajle, šele. Klimatska naprava ima v bistvu tudi zelo majhno vrstico, ki bi bila čisto komot večja, pa moram ravno tako spet potem odpreti meni, da lahko nastavljam stvari. Evo, odmazovanje zadnjega stekla je skrito tukajle. Pravzaprav niti sovoznikovega predala ne moram odpreti, moram pritisniti tukajle na stikalo. Jezi me v bistvu tudi, da so brisalniki vedno nastavljeni na način avto, ko vklopimo avtomobil in potem razmažejo to zasušeno svinerijo po celi šipi in si mislim, zakaj že? Pa še ena malenkost. Čeprav ima zgoraj tisto grdo ohišje za lidar in kamere, samodejni preklop za dolge luči tudi tukaj ne deluje perfektno, kot pri skoraj nobenem avtu, ne, kar pomeni, da vam bodo nasproti vozeči avtomobili blendali, ko jih boste zaslepili. Pa ogledali, ja, ful lepi sta brez tega ohišja, ampak se ravno zato zelo hitro umažeta. To so malenkosti, ki manjkajo do perfektnega avtomobila, sicer je pa kabina ena sama poezija. Materiali dajo vedeti, zakaj je avto tako drag, tudi izdelava je brezhibna, sedi se odlično in v bistvu ima spredaj res perfektno masažo. Včasih sploh nočem iti ven, ker je toliko prijetno. Obenem je pa tudi prostora noro veliko. Kljub 7 sedežem v prtljažniku ostaja 324 litrov, če zadnja 2 sedeža podrete, ima pa prtljažnik kar 690 litrov. Pa še spredaj ga ima 49 litrov meri. No, najboljša je pa v bistvu tista zadnja klop, ker se vse tako lahkotno nastavlja, da vse skupaj lahko premikaš, nastavljaš z eno roko, če v drugi recimo držiš otroka ali pa kaj drugega dragocenega. Kljub muham se na večino stvari hitro navadiš, jaz po dobrem tednu zdaj že vse obvladam in v bistvu lahko rečem, da je tole eden najboljših pa najbolj prijetnih električnih avtov, ki sem jih vozil. No, z izboljšavami pri polnjenju bi moral biti pa tudi na tem področju en napredek. Je drag, vem, ampak tudi za tiste, ki si lahko privoščijo, mora biti nekaj v ponudbi. Evo ga. Vidiš, ampak jaz bi vse raje imel takle Volvo XC90, da se ne sekiram zaradi polnjenja. Seveda, je pa to čisto druga platforma. Ja, itak ta je stara že več kot 10 let. Ja, pa v bistvu sploh ni pomembno, ker zdaj po prenovi je konkurenčen najboljšim. Mogoče celo najboljši v tem segmentu velikih SUV-jev. Toliko dober je. Ja, bomo kmalu videli v testu, ja, tudi Matej ga je zelo pohvalil, tako kot je pohvalil čist novo Mazdo, ki jo je prvič videl na prav posebni skrivni lokaciji. Me kar mika, veš? Cockpit. Ampak ni noro, kako lahko iz nečesa tazga potem nastane tole. Ja. Ko poslušam oblikovalce, kako so uporabljali neke nove materiale in koncepte za idejo pri svojem novem avtomobilu, mi je vedno hecno, ker oni pač razmišljajo zelo abstraktno, zelo drugače kot jaz. Ampak jaz o tem nimam pojma, vem pa, kaj je dobro oblikovan avto. In tale je.
Jep, to je nova Mazda CX-6e. To je čist nov model za Mazdo, zato ima tudi novo ime in na koncu pa zato, ker je čist električen. Ampak oblikovalci so si tukaj res dali duška. Poglejte te zračne tunele, recimo tega, kako je klele noter, potem tukaj je ena taka ogromna luknja, potem evo, tukaj je od zadaj, pri telem stebričku, je tudi tak ogromen zračni tunel. Evo, pravice noter, kako gre skozi zrak in potem je ta stebriček kar tako lepo zlit s karoserijo. Ja, teli elementi vas bodo res dolgo navduševali pri tem avtu, če vam je oblika pomembna. Just like that. In če je zunanjost dramatična, je notranjost kar nasprotje tega. Deluje vabljivo, udobno in takšna tudi je. Sploh prostora je ogromen, sicer je to velik avto, 4,85 metra je dolg in medosna mer kar 2,9 metra, zato tudi zadnji visoki brez težav sedijo. Prostor je svetel in zgor je več kot kvadratni meter veliko okno, ki se seveda lahko zastre. Ta del jim je super uspel. Jep. Prtljažnik sicer ni toliko velik, 468 litrov ima, je pa spredi še en 80-litrski prostor, kamor lahko spravite kable in podobno šaro, tako da se bo dal tudi s tem živeti. Tukaj ima kar visok prostor, zato ker je spodaj baterija in seveda motor. Ampak spredi, tukaj je pa marsikaj za videti. Najprej seveda najbolj očitna stvar, ker 26-palčni zaslon. Resolucija je 5K in ima premaz za kar najmanj odbojev, da boste nanj dobro videli tudi med vožnjo. Deluje res hiter, lahko si tukaj nastavite tudi svoje bližnjice. Vsaj to, če že ni nobenih gumbov, na katere sicer sam še vedno prisegam, ampak razumem, da gre razvoj tudi tukaj naprej in mladi imajo vse rajše zdaj na zaslonih, ker so se očitno že rodili s telefoni v rokah. Kar 23 zvočnikov ima pri boljši opremi, dva sta tukaj tudi vzglavnikih zadaj, Bluetooth, zato da lahko vi med vožnjo se pogovarjate, pa poslušate glasbo in ne motite tistih potnikov zadaj. Pa tukaj ima tudi tako lepo in hlajeno površino za polnjenje telefona. Evo, pa še dela. In mogoče še najpomembnejša stvar pri tem avtu, pogon. Itak. Motor ima 190 kW, to je 254 konjev, poganja zadnji kolesi, energijo pa črpa iz LFP baterije, ki ima zdaj kapaciteto 78 kWh. Najpomembnejše pa je, da se zdaj od 10 do 80% napolni v 24 minutah, to je pa kar velik napredek v primerjavi z Mazdo 6e. Po VLTP lahko prevoz 484 km, vleče pa lahko tudi do 1500 kg težko prkolca. Spet sem moral prav podpisati izjavo, da ne bom ničesar govoril ali pa kazal tega avta pred svetovno premiero januarja, ker zdaj, ko jaz to snimam, je začetek decembra in mene zdaj ful srbijo prsti, da bi ga že malo prej pokazal. Sedaj ne bom, ker bo prehuda kazen, ampak Mazda CX-6e res hudo izgleda. Sploh v tej barvi. Nočno vijolična so jo poimenovali, pa 21-palčna platišča ima. Junija bo na cestah in vem, da bo takrat ta avto pustil kar hud vtis. Ampak zakaj je bila pa to taka skrivnost, kot si rekel? Zato, ker smo bili v razvojnem centru blizu Frankfurta in tam nismo smeli snimati ničesar drugega razen avto, nobene stavbe, nobenih ali buhnedej. Druga stvar, ko smo to snemali, bil začetek decembra, avto so pa potem svetu predstavili šele januarja na salonu v Bruslu. Pa se to že celo večer nazaj. Seveda, ne vidiš, koliko sem bil še mlad? Ne, bi se si še bolj sil. No, od teh starih lanskoletnih novic pa gremo zdaj k čemu novejšemu. Anže je v naravo zapeljal tale terenski stroj, pol pa jaz malo bolj podrobno predstavil tale najnovejši Volkswagen pri nas. A veš, če se ostrižeš, zgledaš manj sil. Jaz se bom, zdaj grem. No. Sem že zmeden. Sem kar ponosen, ker nam je pisal gledalec in je rekel, da mu je bil prispevek z BJ30 prejšnji teden na snegu zelo všeč, ker ga avto zanima. No, je pa hkrati tudi rekel, da sem povedal premalo o voznih lastnostih, o prostoru, o možnostih za kampiranje in tako naprej. Ja, Miha, ni šlo vse naenkrat, lahko pa zdaj povem kaj več. Ampak, ker še vedno ne vem vsega, sem dal na streho šotor, v prtljažnik kup robe, pičim na drug konec Slovenije in potem pokažem, zakaj je že po obliki BJ30 takšen, Američani bi rekli outdoor, po naše pa pripravljen na dogodivščine.
Če sem zadnjič pogrešal vsaj še mehansko zaporo zadnjega diferenciala, ker potem bi bil pa res neustavljiv, je po drugi strani na urejeni cesti presenetljivo kul. In na roko na srce, tukaj se boste vozili 99,8% vsega časa, zato je zelo pomembno, da je tudi zvočno dobro zatesnen. Spredaj imam celo dvojna stekla oziroma akustična stekla in tih je v bistvu tudi na avtocesti. Ok, zdaj je res malenkost bolj glasen, ker imam nekaj dodatnega zračnega opora s tisto škatlo na strehi. Evo, dobrih 100 km je za mano, zaenkrat samo po avtocesti in šotorom na strehi, pa je poraba 8,2 litra, kar se mi zdi precej ok, ker tistale škatla na strehi je res ni aerodinamična in najbrž poskrbi za kakšen liter večjo porabo. Kombinacija s tako močnim elektromotorjem, ki ima 93 kW moči, je zakon. Turbobencinski motor se praktično nikoli ne dere, menjalnik nikoli ne cuka, ker mu v bistvu pomaga elektromotor, predvsem pa moči res ne manjka. Sistemske nikjer ne navajajo in najbrž ni seštevek moči obeh motorjev, bi pa po občutku rekel, da kaj dosti manj od 200 kW oziroma vsaj okrog 250 konjičkov pa res ni. Če dam na način sport, je vse skupaj potem še veliko bolj odzivno in menjalnik prej poskrbi za pospešek, ker pa tole ni zares avto, ki bi vabil z dinamiko, ni čist nič narobe niti v načinu komfort, čeprav moram potem včasih počakati kakšno sekundo, da motor res potegne. Še krmiljenje lahko pohvalim, je dobro in ne preveč umetno. Evo, končno cilj. No, glede prostora je pa tako. Bajik BJ30E je dolg več kot 4,7 metra, kar pomeni, da se tudi tukaj zadaj sedi več kot dovolj dobro. Za začetek več kot dovolj prostorno, dno na sredini je ravno in to kar fino pomaga, sploh sredinskemu potniku. Sicer je pa prostor precej zračen, stekla so velika in pomaga v bistvu tudi tale velika panoramska streha. Ok, stej ne. Prtljažnik je v bistvu tudi precej prostoren oziroma precej dolg je, no pod dvojnim dnom se pa skriva baterija, kar v bistvu pomeni, da nima dvojnega dna. Jaz pa znam zakomplicirati. Aha, pa vidim, da bo na kamerci treba baterijo zamenjati že lučka utripa. Ste mislili, da bo konc prispevka, ampak ne, ker ima BJ30E tukaj zadaj 220 voltno vtičnico, ki 150 W moči sicer ni dovolj zmogljiva, da bi poganjala kakšen kuhalnik za kavo, ki bi jo jaz zdaj mimogrede z veseljem popil, je pa to dovolj za polnjenje baterij, telefona, v bistvu celo kakšnega prenosnika, če vam šef teži, da morate delati tudi na dopustu. In ko vas bo žena vrgla iz hiše, ker non-stop delate, boste lahko prespali kar v avtomobilu in to na domačem dvorišču. Evo, imam idejo z vzmetnico, torej bo zelo udobno. Sicer je veliko bolj huda še tista originalna vzmetnica, ki ful paše čez celotno površino, ampak je tokrat nimam s sabo. Meter 80 je ta dolžina, tako da bo tudi za večje od mene. Evo, me že žena kliče. Sploh se ji nam v glasu, ko je spet rekla, da nič ne delam, da sam ležim nekje v naravi. Kaj da to ni del. Imam pa to mizo, ki je del serijske opreme, stola sem prinesel svoja, počasi lahko dvignem šotor in evo, mogoče sem vam dal pa ravno kar idejo, kako lahko ženo nekam peljete na lepše. Sicer ne kar nekam v naravo, ker se pri nas pač to ne sme, zato sem šel jaz v kemp na Banški planoti, ampak evo, to je to. Sestavim mizo, dvignem šotor, prižgem žar in si naredim večerjo. Snemalc Gašper bo spal tamle spodaj, jaz pa v penthouseu na vrh gor, da me kakšen medved ne ugrizne v rit. Ne vem za vas, ampak jaz imam dejansko rad dva pola avtomobilov. Čisto kar ne športnike, ki ne znajo drugega kot vašo zadnjico čim hitreje prepeljati od točke A do točke B. In zelo rad imam tudi takšne multipraktike, ki za razliko od običajnih kvazi multipraktikov znajo veliko več. V mislih imam križance, ki so v bistvu samo malo bolj nastopaški pa nekoliko višji. Takšen BJ30E je lahko terenski, na voljo ima kup dodatkov, ok, ta šotor ni del serijske opreme, ima pa veliko drugih zanimivih stvari.
stvarih. Evo, recimo mizico ali pa vlečno kljuko, če boste v kemp prišli kar s svojo prikolico. Oziroma s kolesom, evo, tudi dobra ideja. Tako da gledalec Miha, upam, da je bilo to zdaj bolje, ker sneg je pa itak samo še tamle zadaj na visokih gorah. Včasih je pa res težko delati. Kdo med vami se je rad igral z avtomobilčki v peskovniku? Po mojem, da večina fantov, pa tudi kaka punca, ko še ni bilo mobilnih telefonov. Ja, to so bili cajti. Ziher imam še v kakem predalu avtomobilček, iz katerega na polno pada pesek in ker sem še vedno mlad po srcu, se še vedno rad igram. Dan sicer z malo večjimi avti in v malo večjih peskovnikih. To lokacijo sem izbral namenoma, ker ima moj avto v imenu Rock, kar me spominja na skalo. Pač moja ideja, ampak mislim, da sem kar dobro izbral, ker paše sem ko ata na mamo. A lahko to rečem? Šele leta 2017 se je začela nova zgodba Volkswagenove uspešnice. Več kot 2 milijona T-Rockov je že bilo izdelanih in celo ob koncu prve generacije, se pravi lani in predlani, je prodaja bila še vedno odlična, ker je bil avto ravno prav velik za evropske voznice in voznike. Bil je v velikosti Golfa, pač sedi se malo više in izgled je malo bolj robusten. In to je točno to, kar danes išče večina, ki hoče zamenjati svoj stari nizek avto. Tudi pri novem je platforma enaka kot pri Golfu 8,5, torej MQB Evo, kar je prineslo marsikaj novega. Je pa novi T-Rock tudi konkretno zrasel. Za 12 cm dolžino, medos je za 3, širina in višina pa se nista bistveno spremenili. Je pa precej bolj aerodinamičen. Kar za 10% bolje reže zrak, količnik je 0,29. Ker je večji, je v kabini malo več prostora, predvsem zadaj se sedi bolje. Tisti 3 cm pri medosni se poznajo tukaj, ker je 3 cm več prostora za kolena. Pa seveda ima prtljažnik zdaj 30 litrov več, po novem jih je 475. Je pa še ena stvar, pri kateri so Nemci še kako poslušali svoje stranke. V bistvu sta dve. Prva je ta, da so na volanu pri vseh opremah klasični gumbi, ker drugih pač nočemo. Druga pa je, da so kabino izdelali iz precej kvalitetnejših materialov, kar smo učitali prvi generaciji, zdaj pa so se pri Volkswagenu veliko bolj potrudili in lahko tule povsod pritiskamo na take mehke materiale, tudi tkanine je tule zgoraj nekaj, pač lastniki Volkswagenu se očitno radi dotikajo svojih avtomobilov. Še bolj pomembno pa je, da se dobro sedi, da je lahko voznikov sedež tudi ergonomski in da si ga boste lahko nastavili točno tako, kot si želite. Tudi ta zaslon je zdaj lepo urejen z bližnjicami in logičnimi meniji, čeprav vseeno tule spore pogrešam klasične gumbe namesto teh na dotik občutljivih površin. Ma pa še tale večnamenski gumb, kjer lahko spreminjate glasnost ali pa vozne profile. In tule vmes je še velik pedal, ki pogoltne 5,5 litra. Da bo T-Rock še naprej najbolje prodajan križanec v Evropi, ga morajo poganjati primerni motorji. In tu vem, da si bo marsikdo oddahnil, ker so še vedno precej klasični. Ok, ni več dizelskih, bo pa cel kup bencinskih opcij, za začetek dobro znan 1,5 litrski turbobencinski 4-valjnik, ki je zdaj blago hibridni, ponudi pa 85 ali 110 kW moči, se pravi 115 ali 150 konjev. Ker 2-litrskega ETSI pri nas ne bo v ponudbi, boste morali na 4-kolesni pogon 4Motion počakati še 1 leto, ko pripelje R s kar 245 kW, to je 333 konji in vektoriranjem navora zadaj. Ta bo za tiste starše, ki se vam bo vedno modilo po otroke. Zadaj bo imel Krapoviče. Najbolj zanimiva novost pa bo čist nov hibridni pogon v T-Rocku, ki ga bodo predstavili poleti. Nič nam še niso hoteli povedati točno, kak bo ta hibridni sklop, so rekli, da bo presenečenje. Zato trenutno vem samo, da bo osnova 1,5 litrski turbobencinski motor, sistemska moč pa bo 100 ali 125 kW, to je 136 ali 170 konjev. Na naše ceste naj bi vsak mesec zapeljalo več kot 100 novih T-Rockov, torej bo spet veselo, jaz pa upam, da bo čim več takih v rumeni barvi, ker res cool izgleda. Še vedno ni prevelik, malo več prostora ima kot prej, lepo se pelje, dobro izgleda, ena taka fajn kombinacija vsega je. Naslednji teden pa sledi ekskluzivna reportaža, po katerih smo pri volanu tudi znani. Na volan.si si lahko pogledate številne ceste sveta. Bili smo v Čilu, Peruju, Vietnamu, v Argentini, na Islandiji, v bistvu bila cel svet. V Ameriki, na Kitajskem, Japonskem. Dobro, v redu in nazadnje še v Indiji. Mislim,
kje si Indijo najdel? A nisi mogel najti še kakšne bolj zakotne države, kamor bi lahko šel? In to z električnim avtom. Mislim, še to, ja. Zdaj noge, roke imaš, nazaj si prišel, WC je drugače tamle, če ga rabiš. Ni bilo tako hudo, z veseljem grem kadarkoli nazaj. Ne? Drugače bo tako posod. Najprej se moraš navaditi na ta prometni kaos, potem pa samo dobro predvidevati. Ja, no, mene živega ne spraviš. Ja, bom kar lepo reportažo pogledal iz fotelja doma naslednji teden, tudi vi ne smete zamuditi. Na spletni strani volan.si se prijavite še na naš novičnik, da boste vsak teden izvedeli kaj novega v svetu avtomobilizma. Smo pa tudi na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, tudi YouTube in TikTok. Se vidimo. Praviš, da je bilo... Ne. Ne? Ne. Ni bilo? Mislim, bilo je drugje, prve ne.